Posnetek. In če ste, bomo kar začeli. Spoštovani, v letošnjem letu smo praznovali 150-letnico Vižmarskega tabora in današnji dogodek v sklopu socialnega tedna pripravlja društvo Blaž Potočnikova čitalnica, seveda skupaj s Socialno akademijo. Veseli smo, da smo se znova povezali in upamo, da to ne bo zadnji dogodek, ki smo ga organizirali tukaj v knjižnici Šentvid, in hvala lepa gostiteljem, da ste nas sprejeli, upamo, da tudi ne zadnjič. In govorili bomo o Vižmarskem taboru, ki je pomemben tudi glede vprašanja, ki je letos pri Socialni akademiji. Vprašanje pa je, kdo sem, kdo smo. In identiteta je izjemnega pomena. Zato vprašanje, je Vižmarski tabor pomemben za nas Slovence danes? Ga razumemo prav? Je Vižmarski tabor konstrukt narodne identitete ali zgolj druženje Slovencev na polju pod Šmarno goro iz razlogov radovednosti in turističnega ogleda glavnega mesta Kranjske? Mislili smo, da vemo, a morda ne vemo. O tem bomo danes govorili z našimi gosti, gospodom Stanetom Grando, gospodom Jurijem Šilcem in gospodom Janijem Škrbincem. Ti vsi skrbijo za zgodovinsko dediščino Slovencev. In na dogodek smo povabili tudi predstavnike Ministrstva za kulturo, ti se na naše vabilo niso odzvali. Prav tako nam sogovornika niso poslali iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti, pa tudi ne iz Inštituta za novejšo zgodovino, prav tako ne iz Filozofske fakultete. Tako da smo res želeli pisano druščino na to temo, nismo jo dobili, zakaj več v nadaljevanju. Najprej pa mogoče gospod Stane Granda, zgodovina in pomen taborov. Ja, ko ste naštevali, koga ste vabili in koga ni, ste pravzaprav zdaj že odgovorili na temeljni problem, ki je zdaj v slovenskem zgodovinopisju. Namreč ena skupina zgodovinarjev v Sloveniji, ki ima svoj center na Filozofski fakulteti v Ljubljani in pa na Akademiji znanosti, zanika starost Slovencev, in to celo tako daleč, da trdijo, da smo Slovenci izmišljotina druge polovice 19. stoletja. In če tudi pogledate tale dopis od Čučka, ki ste ga dobili poleg vabila, lahko vidite, da je on dal Slovence v narekovaje. To ni naredil slučajno. To je pač ta filozofija, ki se je uveljavila zdaj, pravzaprav ni tako frišna, že stara 20 let, pod vplivom ameriškega zgodovinarja, ki se ukvarja z nacionalnimi problemi v Avstraliji. In zdaj seveda pod vplivom tega, ki v znanosti je blazno nasilje, potem zdaj seveda trdi, da Slovencev ni, da smo izmišljotina in tako naprej. Eni dober prav, mogoče tam pri Linhartu, da smo že, nazaj pa Bog obvar. In to seveda zdaj, namreč problem je v tem, da so si to idejo povzeli določeni ljudje, ki velja za avtoritete v zgodovini, med njimi tudi podpredsednik SAZU-ja, in seveda mladi, če hoče uspeti, se potem skoči na ta voz modernosti in potem to za njimi ponavlja kot papagaji. Da vam bo stvar približno bolj jasna. Če vi pogledate na ameriških univerzah, prosim, jaz v Ameriki še nisem bil, to so mi drugi povedali, tudi iz Amerike profesori, prav letos sem se z enim srečal. Če ti nisi pristaš liberalne ekonomske teorije, si gotov. Zgubiš mesto, nimaš več šanse, da napreduješ. In tako seveda tudi za vrsto teh mlajših zgodovinarjev, če se ne skoči na ta modernistični voz teorije, ki nima nobene podlage v zgodovini, to moram potrditi, je seveda potem zadeva taka, da mladi se ne upajo več govoriti svojo glavo in te skoraj na kolenih prosijo, da jih ne mučijo s temi vprašanji. To se je zdaj pojavilo, ampak veste, grozljivo pa je to pri vsej stvari, da pravzaprav ponavljajo isto, kar so poudarjali nacisti že v času med obema vojnama proti Slovencem. S temi ljudmi se zelo vojskuje profesor Grdina,
Ampak posledica je ta, seveda, da ga naredijo potem za bedaka, nekaj se naročujejo, kar je pa še hujše, veste pa to, da potem prirejajo razne simpozije, ki so strogo zaprti, strogo kontrolirajo, kdo lahko pride in celo ne zveš, da se ta simpozij pripravlja, da bi šel tja polemizirati. Tako da zadeva je pravzaprav ni problem v dejstvih, problem je pravzaprav v teh teorijah, ki danes prevladujejo in obvladujejo del slovenskega zgodovinopisja. In zato se pravzaprav, če natančno pogledate, jaz se bom skozi zadržal bolj pri Čučku, bom takoj končal. Tam trdi, da so Slovenci sploh niso imeli skupne narodne zavesti in tako naprej, da so imeli pokrajinsko zavest, ni res. Pokojni akademik Vilfan je ničkolikokrat zapisal in to povedal, naprimer za razliko od v Avstriji. V Avstriji imate, so Tirolci, ne vem, Solnogradčani, Gradiščani, Štajerci. Pri nas imate pa Gorence, Dolence, Notrance. Mi nimamo, bi rekel, slovenske narodne noše. Mi imamo Gorenjsko, mi imamo Dolenjsko, mi imamo, če hočete, Tržaško, mi imamo Notranjsko. Medtem ko Štajerci, če ti prideš, naprimer, če si v Avstriji povabljen na neko prireditev, je točno napisano. Predpisana je obleka temna, obleka ali Landestracht. To se pravi, da prideš v štajerski obleki ali v koroški obleki in tako naprej. Mi pri Slovencih mi do tega nismo nikoli prišli, ampak oni zdaj pod vplivom avstrijske zgodovine trdijo, da smo mi taki. No in tako gre cela serija naprej teh stvari. Mogoče ob tem, profesor Granda, dejstvo je, da so bili tabori pred 150 leti vir neke identitete, neke prepoznavnosti nekega naroda. Danes se mi zdi, da je spomin na te tabore bolj folklora kot poudarjanje identitete. No, oni so ravno pod vplivom teh teorij postavili, da so ti tabori neka lokalna zadeva, da je to zato, da so se ljudje z vlakom ali vozili, pa da so se šli malo od Ljubljana ogledati ali pa ne vem, kater drug kraj, da to je bilo tako nekaj tako sporadičnega, turističnega in tako naprej. Seveda, kar pa je zanimivo, da pri teh ljudeh, ki to pišejo in govorijo, pa zlepe ne dobite v arhivu, da bi oni to na podlagi arhivov študirali, da bi tam, ker če greste pogledati v arhive, jaz sem šel leto za Vižmarski tabor spet nekoliko let, pa premalo. Jaz sem se za glavo prijel, koliko je tle še stvari, ki bi jih bilo treba še raziskati. In drugo, kar pa je, kar pa prav govori proti njim, je pa to, lejte, dobro, ti lahko se norčuješ iz nas, da so Slovenci Slovencem. Če pa vi pogledate, kako je to avstrijska oblast precizno spremljala, kako so se dopisovali Gradec, Ljubljana, Trst, kaj se dogaja, kdo bo prišel, kdo ne bo prišel. To je pa vidite, kako je bilo pravzaprav od Dunaj strah, kaj se tle dogaja. In to seveda tabori niso nek začetek, tabori so pravzaprav potrditev na eni strani tega, kar smo Slovenci prvič manifestirali leta 1848 in potem seveda se to pojavi, se to potrjuje še večkrat, naprimer v začetku 60-ih let v tako zvani Šmerlingovi peticiji, ki še nismo najdeli, vemo pa točno, koliko ljudi je podpisalo in potem imamo to taborskem gibanju, kjer pravzaprav to doseže en višek, ki ga ni bilo nikoli več kasneje. Računajte, uradno je bilo na Vižmarjih 30 000 ljudi. Tudi če rečemo, da se pretirali, pa da jih je bilo 25. Povejte, katera stranka danes lahko spravi 25 000 ljudi prostovoljno. Lahko jih kup. Vse vemo, vse smo imeli tista Titova zborovanja, tam ki je bilo 500 000 ljudi, ampak je cel promet stal, to je bilo obvezno. To so lepo prostovoljno prišli na svojih stroških. In kar je nekaj najbolj impozantnega, to so se z Janjem večkrat pogovarjala, poglejte, kakšna je to blazna zavest. Mi nimamo enega poročila o kakršnem koli škandalu.
ne v pretepih, ne v bruhanju, ne v pijancih. Veste, če bi se karkoli to pojavilo, to bi tako nasprotniki napihani, ker to so bili grozni časi nacionalnih napetosti. Ne misliti, leto 1868 so se v Trstu Slovenci pa lahko tako tepli, da so enega ubili, pa so razpustili tržaški okoliški bataljon, ki je bil prej skoraj 70 let. Ne, to je bila posebna vojaška enota Slovencev v Trstu okoličanov, ki je zadrževala red med meščani. Tle pa nas so se tepli na Jančah pa tako naprej. To ni bil en čas, ki se je veselo popival, podružil, to so bili zelo napeti časi. Ne, in zdaj pa to kar naenkrat so z tega naredili in to je zanimivo, tudi drugot. Ne, jaz sem se zanimal za Ljutomer, kot prvi tabor se je, kot tam bodo pa nekaj velike. Ne, to bo nekaj lokalnega, to bomo malo piškote pekli, pa društvo kmečkih gospodin. Iz tega so potem naredili, kot da je to neka lokalna preditev. In pri Vižmarskem taboru zadnji stavek, kako so organizatorji pazili, da so se ga udeležili vsi Slovenci, od Tržačanov do Korošcev. Kako so šteli, koliko je prišlo slovenskih Korošcev, prišli so pa tle gor niso prišli toliko zone strani, kot je tle gor, meste 4 vozovi, da so prišli tle, ker se je zdaj tale obal. Ker Jezersko spada pod Koroško. Veste, prevoz je v tistem času silno drag. Razlog, ki je prišel z Ljutomera, je prosil za predujem, ker je rekel, če grem jaz na svoj denar, pa je bil advokatski pripravnik, si moram denar sposoditi, ker to denarja nimam. Transport je bil drag in govoriti le, da so ljudje prišli zaradi turizma, da so se z vlakem vozili. Ne analiziral, s kje so prišli. Gorenjska takrat še ni imela železnice, da bi se pa tamle, veliko jih je prišlo z Barja, z Notranjske, samo ta premožni Tržačani so prišli z vlakom. Par Mariborčanov, pa tako druga so se to z vozovi pripravljali, peš prišli in tako naprej. To je laž na laž. Tako da človek je res malo obupan. Dogodek smo poimenovali z naslovom Je Vižmarski tabor res to, za kar ga imamo? In odprli ste eno bistvo, profesor Granda, pa bova nadaljevala midva, gospod Jurij Šilc. Povod za okroglo mizo v sklopu letošnjega socialnega tedna tukaj v Šentvidu, ta dogodek je bila tudi pobuda Društva Blaž Potočnikova čitalnica, ki je vložila, da bi Vižmarska piramida v Vižmarjih, postala spomenik državnega pomena. Dobili smo odgovor, seveda negativen, in dovolite mi, da preberem samo drugi odstavek Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, odbora službe za kulturno dediščino. Drugi odstavek oziroma druga točka se glasi: sam spomenik, ki ga je arhitekt Janez Suhadolc zasnoval ob 100. obletnici tabora kot materialna priča o dogodku, ne zadošča za razglasitev na najvišjem državnem nivoju. Kar zadeva sam zgodovinski dogodek, je nedvomno, da je zelo pomemben tako za lokalno kot tudi celotno slovensko zgodovino, vendar mu razen tega, da se je ponašal z najštevilčnejšo udeležbo ljudstva, težko pripišemo večjo težo kot ostalim taborom, ki so se pri nas odvijali v času taborskih gibanj med avgustom 1868 in letom 1871. In gospod Jurij Šilc, tabor v Vižmarjah, v čem je bil drugačen? Zakaj bi si zaslužil mesto med spomeniki nacionalnega pomena? Ali če vprašam drugače, zakaj Ljubljana še nima spomenika taborom nacionalnega pomena? Kje ne začne mogoče tam pri vprašanju, ki ste ga profesorju Grandi namenili, pa vseeno, ne vem, če je bilo eksplicitno povedano, 18 taborov je bilo, 6 jih je bilo na Primorskem, oziroma tistemu delu, ki se mu reče Primorje kasneje, 5 štajerskih, 4 kranjski, od teh 4 3 na Notranjskem in 3 koroški. Ta v Vižmarjah je bil edini izven Notranjske, če gledamo Kranjsko, torej zdaj, ali to Dolenjska, Gorenjska ali med Dolenjsko, Gorenjsko, v glavnem bo srednji del Kranjske. Značilen oziroma pomemben je bil potem, da je bil seveda največji. In to daleč največji.
žalcev je bilo približno 15 000 po istem načinu ocenjevanja, kot so za Vižmar rekli 30 000. Ostali tabori so zbrali nekje okrog 7-8 tisoč, nekateri celo 1500 samo udeležencev. Seveda za vseh teh 18 taborov je bila rdeča nit vseh 18 taborov je bila ena, jaz mislim, da za tisti čas kar precej radikalna zahteva, to je zahteva po zedinjeni Sloveniji. To ni nič hec, kot pa ne vem kaj, to je zelo resna stvar, to je pravzaprav kar eden od pomembnih kamnov oziroma ena od pomembnih skal v zgodovini, ki je pripeljala do tukaj, kjer zdaj saj formalno smo, torej do svoje države, da jo imamo. Sicer v zelo okrnjeni zasedbi, nacionalni, če gledamo, veliko Slovencev je ostalo pač zunaj te zdajšnje države in verjetno upajmo še nekaj časa bodo, ne mislim zunaj, ampak sploh bodo. Drugače pa je Vižmarski tabor še po eni stvari pomemben. Pred tistimi 150 leti je bila na tem taboru prvič eksplicitno izražena zahteva po slovenskem vseučilišču, ki naj bo v Ljubljani. Letos pa ne vem kako sicer obhajamo 100-letnico, mislim, ne vem kakšen je ton te prioritete, ali je tudi to nekaj nepomembnega, ali je to mogoče majčkeno bolj pomembno, kot je bilo 3-letno taborsko gibanje, bomo videli, zdaj se to odvija. In pa še po eni stvari je bil pomemben, oziroma po dveh, dve stvari sta značilni. Pomembna je predvsem ta, kar je bilo že prej pojasnjeno, torej ta tabor je vsaj simbolično, ne sicer uravnoteženo, združil vse Slovence, torej od vzhoda, zahoda, severa, juga, to se pravi, če govorimo drugače, Koroška, Štajerska, Kranjska in pa to Primorje, vsi ti so se udeležili tega Vižmarskega tabora. Imel pa je, kot zdaj vidimo, eno veliko pomanjkljivost za današnji čas, oziroma eno veliko hibo, ki jo današnji čas poskuša potencirati. To je prvi tabor, ki so ga organizirali Staroslovenci. To je verjetno tudi, po mojem mnenju, in glede na izvajanja, ki so bila pred mano, tudi verjetno tista stvar, v kateri ali pa ki jo je treba povezovati mogoče s tem odnosom do letošnjega dogodka, ki smo ga imeli v Vižmarjih. Kakorkoli so v času Tita zaprli ceste pa otroke na proslave naterali, ampak dragi moji, pred 50 leti, jaz sem bil tudi tam, nas je bilo tam tudi 30 000. 50 let kasneje, v samostojni državi Republike Slovenije, nas je bilo pa 300, vključno zastopajočimi na odru. Pa mogoče preden nadaljujem s to mislijo, kje smo danes, zakaj ne pridemo, zakaj ta apatija med Slovenci, še vprašanje, ponovim ga, zakaj si ta spomenik bi zaslužil drugačen tretma oziroma tretma na najvišjem nivoju, da bi nekdo enkrat na leto pred njega položil spomenik. Za vse venec, za vse tiste, ki so se borili za to, kjer danes smo, gospod Čilc. Ja, zato, ker očitno mi pri tudi enih takih zelo preprostih in vsakemu normalnemu človeku jasnih stvarih se ne znamo poenotiti v tem smislu, da je potrebno tukaj oporekati neki idej, ki mislim, da je bila v osnovi povsem apolitična, torej pobudi društva Blaž Potočnikova čitalnica, ki je hotelo, oziroma smo hoteli, jaz sem pač takrat z njimi sodeloval in upam, da bom še, ki je hotelo ta dogodek obeležiti tudi s tem, bi rekel, formalnim priznanjem, da bi bila ta piramida, ki je že sama po sebi, kot eno prvih del arhitekta Suhadolnika, že samo po sebi je pomembna zadeva, kot arhitektura. Ampak žal to nam ni uspelo. Jaz ne vem, uspelo vam je saj to tukaj v Vižmarjih, da že saj mislim, da od ene 120-letnice naprej, saj občasno je ta piramida spet vidna, bili so časi, ko pa res ni bila vidna, v tisti veliki koruzi, pa ne vem kaj še vse okrog rastlo. Zdaj saj v zadnjih letih, pa ne, ena 130-letnica je bila taka večja dogodek, od takrat naprej zdaj saj to, saj izgleda, recimo,
približno tako, kot naj bi to izgledalo, oziroma spominja na dogodek, ki je bil res pomemben. Ja. Evo, tle je Vižmarska piramida, mislim, da jo vsi poznate. In preden dam besedo vam, gospod Jani, še gospod Jurij, nam je taborsko gibanje sploh lahko vrednota. Če spomnim, oziroma se navežem na profesorja Granda, ki je dejal, da so bile to proslave po Sloveniji na ravni lokalnih skupnosti, da z izjemo tega, da je pač predsednik države prevzel častno pokroviteljstvo, pa izvršilne veje oblasti na dogodek ni bilo. Nacionalna televizija je dogodek pokrila zelo omejeno. Torej, kot da bi želeli, da teh dogodkov pred 150 leti ne bi bilo. Se motim? Ja, ne vem, če se motite. Rad bi videl, da bi se motil, ampak mislim, da se ne motite. Ne? V tem je problem pravzaprav vse te zadeve. Sprašujem se, kaj je sploh ta naša zavest, oziroma kaj je sploh v bistvu, kako sploh mi pojmujemo zdaj to, no? Zelo čudno, jaz ne vem. No? Zastavo, govorimo o državni zastavi, govorimo o državnem prazniku, a ne, tistih uradno priznanih praznikih, je zelo težko videti na kakšnem pročelju hiše. A ne. No, v nekakšni javni ustanovi še, na te kandelabre niti ne vem, jih še obešajo ali ne. Odnos do jezika, kot ena po moje ključnih stvari za naše preživetje kot naroda, ne, je tudi mizerna. Ne. Ne vem, sicer angleščina kot zdaj nek svetovni globalizacijski jezik res prevladuje in v resnici to moraš res tudi znati, ne, če hočeš, ne vem, se direktno sporazumevati z nekom. Ne. Zaenkrat, čez itak nekaj let bo šlo itak avtomatsko prevajanje, tako da ne bo nobenega problema, če bom jaz v škatlico govoril slovensko, če bomo še takrat govorili slovensko, nekdo pa nemško, tretji bo lahko to v francoščini poslušal. Ne. To bo šlo itak mehansko, avtomatsko se bo delalo, tako da to je samo izgovor, ne, da je treba recimo globalno uvesti en jezik in posledično eno kulturo, seveda. Ne. Pa še marsikakšne take stvari, ne, sploh pa recimo, ne vem, zdaj kaj beseda domovina, se sploh še lahko reče to zdaj? Ne vem, jaz to še dolgo nisem slišal. Ne. No, zdaj imamo državo, ne, pa se sklicujemo, rečemo republika, pa naša država, ne, ampak sploh domovino besedo še uporabljamo. Ne. Mislim, res tega ni. No. Pred nekaj meseci sem zasledil, so poskušali začeti temo, zdaj mislim, da je to izzvenelo, pa ne vem zakaj, o upeljavi predmeta, kakšna vzgoja že. Ja, en teden, to je bilo že noro, to je bilo tako, kot bi Zeitung iz leta 905 bral, so se že skoraj tepli, zdaj pa to vse utihnilo. Ne vem, kdo ve, kaj se na to temo dogaja. Ne. Recimo, res čudno. No. Kar se tiče projekta domovinske oziroma državljanske vzgoje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo projekt pelje naprej in ga upeljuje v srednje šole. Ko sem tudi sam v sklopu šentviškega tabora prosil za nekaj več pojasnil, na kakšen način in kako bodo to upeljevali, so mi dejali, da bodo javnost v pravi čas seznanili, tako da upam, da ne bodo prej seznanili otrok, šele na to pa javnosti. To se pravi, bomo na spletni strani ministrstva lahko to nekoč prebrali. Ja? In če nadaljujeva midva, gospod Jani Škerbinc, kako pomembno je, da okolica vzame nekaj, po čemer se identificira. V tem primeru lahko rečeva piramida vižmarska ali zastava ali karkoli drugega. Ne, nisem čisto dobro zastopil. Nisem zgodovinar, pač sem mizar in vaški izbiratelj malo zgodovine in predmetov iz Vižmarja, iz Broda, pravzaprav iz Fare, šentviške. Če bi šel naprej, pred 20 leti, za 130-letnico, smo organizirali eno kroglo mizo tudi in
Spomenik smo malo obnovili, no, takrat smo to s pomočjo Društva upokojencev Vižmarje, Gasilskega društva Vižmarje in Gasilskega društva Tacen so pomagali. Na okroglo mizo smo organizirali v gasilnem domu, prišel tudi profesor Stane Granda in profesor Vasilij Melik. Je pa res, da že takrat povabljeno je bilo tudi kar dost medijev, pa ni bilo odziva. Bila je tudi razstava v gasilskem domu. No, za to 40-letnico je bila tudi proslava in tudi razstava v Potočnikovi dvorani v Šentvidu. No, za letos smo pa rekli, da bi bilo, smo pa v Vižmarjih ustanovili etnološko društvo, res nas je to samo 6, bolj družinski člani, in smo naredili eno razstavo v dvorani četrtne skupnosti, mislim tudi zahvalil za prostor. Pa odločili smo se, da smo rekli, prva taka želja je, da bi izdali eno knjižico, ne. In smo rekli, nič, mogoče ostane, profesor Stane, in se takoj rekel, ja, ni problema, in oni smo izdali eno knjižico, 64 strani, moram reči, brezplačno je bila napisana, avtor, profesor Stane Granda. Samo kakšnega posebnega odziva tudi na proslavi, ne na proslavi, na razstavi, čeprav so bili vabljeni, pa spet ni bilo. Res ne vem, kaj bi mogel narediti, da bi se to za Vižmarje, saj pravim, ta piramida je pomembna, ne. Je pa tudi, imamo pa tudi v Vižmarjih tudi pomembne ljudi, ki tudi bi si mogoče zaslužili kakšen spomenik. Naprimer, to je zgodovino napisal profesor Stane Granda, Janez Sever, prvi slovenski poslanec v avstrijskem parlamentu. Z tega kraja, ne? Iz Vižmarje, ne. No, pa mogoče bi še kakšen bil tudi, ne, ampak to je iz tistega časa, ne, ali pa še malo prej. Če mogoče ob tem dodam, pa še potem eno podvprašanje, gospod Jani Škrbinc, Nacionalna tiskovna agencija, denimo o proslavi, ki je bila nedavno v Ormožu, 150. obletnica prav tako ormoškega tabora, ni poročala niti z besedo, pa je bil slavnostni govornik predsednik republike. Tako da imamo vsaj to zadoščenje, da so v našem taboru vsaj nekoliko več poročali. Kar je žalostno glede na pomembnost taborov, ki so bili, in glede na to, da zbirate pomembne, bomo rekli, predmete, ki so za zgodovino še kako dobrodošli. Me ob tem zanima gospod Jani Škrbinc, kako pomembno je to, da se ohranja ta etnološki del za zgodovinopisje. In koliko kdo pride, pa to pobrska, pogleda, poslika. Bi mogoče šole morale več spodbujati, srednje in osnovne, kakšnimi projektnimi nalogami na tem področju? No, takrat pred 20 leti, ne, ko smo imeli to okroglo mizo, so prišli profesorji vseh srednjih šol in gimnazij okoliša. Prišel je tudi iz Škofijske gimnazije ravnatelj, mislim, Mlakar, pa Robert, zgodovinar, pozabil, kako sem. No, so kar prišli, ne. Zdaj na to razstavo so bili tudi vabljeni, jih pa ni bilo, ne. Jih pa ni bilo. In glede na to, da ste bili pred
20 oziroma pri 130-letnici poleg, pa zdaj 150-letnico, kakšno primerjavo bi lahko dali? Tudi odziva publike, odziva ljudi. No, na sami razstavih je kar bilo, ne. Na sami razstavih je kar bilo. So se tudi zanimali za to knjižico. Tukaj zdaj jo nimam. Je pa smo jih pa kar precej razdelili, ne. Razdelili smo jih, moram reči, ne 200 knjižic smo razdelili. Čeprav to društvo še nima pokrit finančno, smo še v minusu. Ampak nič hudega. Nič hudega. Važno, da gre to med ljudi in bo še šlo. Če ne bo šlo, jih bomo delali za novo leto, jih bomo med ljudi dali še, ne. Tukaj. Gospod Šilc. Ja, samo nekaj sem hotel pripomniti, ker je ravno Jani omenil o tem, kako so pred 20 leti prišli tudi šole, učitelji pa očitno učenci pogledati. Moram pa povedati, da sem v času priprav na to proslavo ob 150-letnici pa doživel nekaj stvari, ki me navdajajo, ampak z velikim optimizmom v resnici. Tudi kar se tiče taborskega gibanja. Eno šolsko uro, dolgo predavanje, malo sem ga popestril s kakšnimi prikazi, prosojnicami, ampak tako rekoč govorjenje, nakladanje, metanje dejstev, sicer malo bolj tako dinamično, pa malo bolj zanimivo, ampak poslušajte. Učenci 7. 8. razreda v osnovni šoli, tukaj v Šentvidu, tukaj je tudi gimnazija v tej isti osnovni šoli. Četrti letnik šentviške gimnazije, mislim, da tretji letnik škofijske gimnazije in kompletna triada, zadnja triada osnovne šole Vižmarje Brod, so bili poslušalci 5krat, ali kolikrat sem to predstavil. Po 45 minutah, ki sem to jim povedal, ne boste verjeli, so otroci ploskali. Zdaj mi pa povejte, kateri učitelj je kdaj na uri zgodovine doživel, da mu na koncu recimo 300 otrok zaploska. Mislim, dejansko, če mladini to znamo, oziroma šolo obveznim otrokom, znamo to na en primeren način pokazati, jih zanimirati, recimo jim razložiti, kaj to pravzaprav pomeni 30 000 ljudi na kupu. Ne? Veste, kaj to pomeni? Ne? To pomeni 3 razprodani stadioni Stožice, oziroma kaj 5 let na tekmah Olimpije ne pride to gledalcev, po moje, ne. To je ogromna številka bila za tiste čase, ne, pa cel kup takih neverjetnih stvari, ne, od samega informiranja takrat. In pa ena najbolj neverjetnih stvari, ki jo tudi jaz zdaj ne morem doumeti, kako je to potekalo. Deževen dan, ljudje z marelami takrat, 30 000 ljudi, sredi tega travnika pa en možakar s cilindrom poskuša se dreti. Koliko ljudi je to v resnici prav zares slišalo, ne, te tekste? A veste, to, če bi bilo to, ne vem, nekaj, kar ne bi bilo, ne bi človeka samega v sebi prepričal, da bi na to prišel, dragi moji, jaz po 3 minutah dežja grem, kaj bom, če temu ga itak ne slišim, zakaj se gre, ne. Torej, bilo je nekaj v zraku, ne? Ljudje so čutili in so vedeli, zakaj pravzaprav na to hodijo. Ne? Ni bilo to krtko nekaj, da bi se z vlakom pelil, predvsem pa za denar za vlak noben ni imel. Ja. Od tistih, ki ne bi bil firbec, kot je pa že prej profesor Janda rekel, z Gorenjske pa z vlakom, tega še nisi mogel, bi mogel pa 3 leta počakati. Mogoče si s karto lahko kupa, pa železnice pa še niso naredili, tako da to je larifari. Pripeljali so se sicer do Ljubljane, nekateri Štajerske, se veste, železnica je bila Dunaj, pa potem Maribor, pa Celje, pa Ljubljana, pa naprej do Trsta, ta prečna je bila. Potem je bilo treba pa 12 km prideti, ne, do tega Severega Travnika oziroma Ženovega Travnika, tjale v Vižmarje iz Ljubljane. Ne. Te z Gorenjske pa verjemte mi, da nimajo veze z vlakom, ne, oni vlaka slišali, niso videli, niso dol. Oni so se z vozovi in peš pripeljali sem, ne, in prišli sem. Nekateri že večer prej in so tukaj prespali in tako naprej. Ne. Veliko o tem ste popisali, gospod Stane Granda, v že omenjeni knjigi oziroma zborniku Vižmarski tabor, tabor vseh taborov, etnološko društvo Vižmarje
je to izdalo, to je ta knjižica. Potem pa je še tale, ki pa je nastala ob tem natečaju. Zanimive slike, ki so bile razstavljene tudi tukaj v knjižnici Šentvid, in mi dovolite, da z vami delim eno pesem Tima Kavčiča, Osnovna šola Šentvid, 3. triada, Slovenija moja domovina, o Slovenija moja domovina, dobra si kot čaša vina, polna si lepot, za njihov gled podaja se na pot. Od Soče, Bohinje in do Bleda, ne zamudite njihovega ogleda. Na drugi strani je grad Podsreda, v Kočevskem rogu pa se boj medveda. Na vzhodu sta Štajerska in Prekmurje, tam pogosto je neurje, pa skočimo še na zahod, saj morje ni daleč od tod. O, kako sem ponosen, da sem Slovenec, saj skoraj napisal sem sonetni venec. To je Osnovna šola Šentvid. Mislim, bravo. Če dovolite, bi vam zdaj eno stvar povedal, ki ni širše znana. Torej, jaz mislim, da če ne bi bilo Janija pa njegovega očeta, vprašanje, če ne bi že ta piramida razpadla. Ker kar sta ona naredila, je čudež. In potem sred so bili tle še pametni ljudje in se je stvar ohranila in z tega še nekaj bo. Namreč, če se jaz spomnim za nazaj, leta 69, namreč jaz pa moram povedati, jaz sem zet od Milika. In vem tudi kakšne stvari od doma. In takrat, leta 69, se skoraj do zjutraj ni vedelo, ali proslava bo ali ne bo. Ker Kardelj je bil proti, na kar je, prosim, to je tradicija, zdaj jaz dokumentov o tem nisem videl, sem to slišal, pa tudi pogovarjal. Potem je pa Reska Travnova, ena stara komunistka, tle iz te gostilne doma, ki se dol širite, Koširjeva, malo znorela, pa je nahorila Ribičiča po telefonu in so potem proslavo dovolili. In vem, da mi je ta rekel prav, nisem videl, ali bo imel govor ali ne bo imel govora. Rekel, še skoraj zjutraj mi ni bilo jasno, kaj bo. No, ampak sreče bilo. In takrat seveda so imeli ti tabori, veste, malo proti jugoslovanskega značaja. Ne? Slovenija, se ni smela tako poudarjati, ne, spomnim. Zdaj seveda, ko pridemo, ampak ni pa imelo to podpore, ker Kardelj je rekel, da je to stvar slovenske buržoazije, ki je to pravila, pa se poznate, kako je. Potem Kardelj je tudi svoje mnenje spremenil, ampak to je tudi čas tega Kavčičevega obdobja, veste, ki je malo slovenski, in takrat so to morali podprti, sicer tudi takrat tega ne bi bilo. K sreči je bil pa gor v Mariboru, na Štajerskem je bil pa Vrnjak, ki se mu je po vsem fučkal, je pa naredil ljutomerski tabor, proslav pa tudi Ljubljana ni mogla zaostajati. Če ne bilo Viktorja, to je bil tak majhen trmaš človek, genijalen po znanju, bolj težek v medčloveških odnosih. In tako se je ta stvar ubanila. In zdaj bi mi morali pravzaprav v samostojni. Potem se spomnim tole, koliko je bila takrat Jani, ker je bila podaritev gasilskega doma. Ja, no, to je bila proslava Tabora pa še gasilcev pa... 95-letnica je, meni se ni bila 90, sem že malo pozabil. Ja. Takrat... Poslušajte, je takrat ljubljanska županja ni imela pojma, pravzaprav, čeprav je meni zmeraj govorila, da ona je prlečka, da ve, kva so tabori, nima pojma, vika pa točno. In potem je dala, ko so oni imeli tudi gasilsko proslavo, meni se pobil zagovornika, pa tu smo povezali s tabori, je dala pogoj, če pridem jaz, potem nje ne bo na proslavi. In je potem poslala enega tretjerazrednega uradnika, da jim je predal krasen gasilski avto. A imate še tisto avto? No, vidite, take so te zgodbe pri nas. Dobar, Vika je zdaj tam v pionirskem domu, ki je že, ne? Pa nas manjka znanje in to, kar je, kot dr. Šilc, mi moramo to prenesti v šole. To je treba učiti otroka, zanimaj sem to videl. In zdaj je pa zadeva taka, veste. Glejte, jaz sem predsednik Državne komisije za učbenike. Vam povem, da to je grozljivo. Mene ljudje z vso pravico zmerjajo, imajo prav,
Ampak nočejo pa noben ne razumeti, da problem ni v učbenikih, problem je v učnih programih. Ne, ker jaz imam zdaj nisem več predsednik, zdaj sem še član, ampak jaz lahko samo odločam, ali je v skladu z učnim programom. Mi moramo učne programe spremeniti. Ne? In pa seveda treba učbenike tudi pisati. Zgodi se vam pa, oprostite, sem malo razburjen, pa malo prehlajen, zgodi se pa to, ko smo z doktorjem Rozmana napisali učbenik za 3. gimnazije pred leti, so ga ravno ti, ki so zdaj proti taborom, po 2 letih vrgli ven, češ da je preveč slovenski. Ne, in v Gorici, naprimer v Italiji, to še skozi uporabljajo in tako naprej. Pri nas pa ne, ker je preveč slovenski, pa nas morate pisati, ne vem, kdaj sem začenjal uporabljati, ne bom nobenega žalil, bom ostal tle. Ne. Ampak zdaj, veste, temu je treba dati, prav je, da danes to analiziramo, ampak mi se moramo zdaj zmeniti, kaj narediti. Ne. Mi moramo ugotoviti, kdo je predsednik odbora za kulturo v parlamentu in začeti tega obdelovati, pa ga pripravljati. Ker vse špomniško varstvo, pa vsi ti bodo naredili tako, kot bodo dobili politično komando. Dvomim, da je bil sedanje vlade, ki je tazga lahko dobil. Ampak vse ta vlada ne bo večno. Ne? Ampak treba je delati naprej, treba je vzdrževati ta odnos do taborov. Predvsem je pa to nevarno, da se uniči in zato se mi zdi, gledajte, se danes tle nas je veliko, ampak veste, začimbe so zmeraj v majhnih količinah. Ne? Mi moramo biti tisti popr, ki bomo tle pomagali. Treba je zadevo obrniti, da to se, ker zdaj delajo to lokalne zadeve. Ne? Jaz, na primer, za Ljutom jaz sploh vedel nisem, ne za Ormož. Ne? Pa imam tam cel kup prijateljev, pa dobro, res pa en tista glavna je bolan, ampak pa smo pritiskali, da bi bila velika proslava v Ormožu, veste. Nič niso dali odgovora, pa je janšist župan. Grozljivo je. Ampak mi moramo zdaj te stvari obrniti in dati, veste, tabori bodo dobili, če bomo imeli še nekaj časa lastno državo, sam še večje teže, važno, da mi ne obupamo. Pa mogoče o tem vprašanje za vse. Imam še 2 kratki vprašanji, potem bomo dali še možnost za kakšno razmišljanje vam tukaj, spoštovani zbrani. Kar za vse pa bo začela midva profesor Granda, no to gospod Škrbinc in gospod Šilc. Ko govorimo o taborih, in če pogledamo današnje mainstream medije, je tabor je nekaj slabega, je nekaj ideološko slabo nacionalnega. Kako ta tok spremeniti? Gotovo ne bo šlo samo z enim predsednikom odbora za kulturo, ampak tudi gotovo s tem, da sprejmemo, kot je denimo piramida v Vižmarjih, za nekaj našega, nekaj narodnega. Profesor Granda. Ja, mi moramo zdaj vztrajati, skrbeti za to, kar je rekel tudi, kar sta že oba rekla, tudi otroke tja vode, to reklamirati, šolske ekskurzije, ki hodijo okrog, potem tudi tam zraven še kakšno tablo dati. Torej, veste, odvisno samo od nas, namesto nas, da bo nihče nič naredil. Počasi se bodo pa vsi priključili, veste, vsi so radi pri zmagovitih, pri unih, ki delajo. Ne? Če se nič še dogaja, to nima noben vesel, ampak potem jaz sem te prepričan, da se bo še nekaj zgodilo. Danes, ko sem se sem pelal, sem govoril to, da bi bil zelo fajn, pa ga nimam, jaz sem pač upokojen, da bi dobil enega študenta, ki bi doktorat naredil s taborov. Veste, gradiva je še toliko, čeprav je že veliko napisanega, z tega bi se dalo fajn doktorat narediti. Ne. Glejte, že samo to, če bi mi zbrali policijska poročila o taborih, ne, ker mi imamo počasopisna poročila, ki so več ali manj ohranjena, vedno so pa na tabor uradno poslali, to je že v Avstriji še danes, agenta policije. On je moral tja priti in je tam vsi, to je bilo vsem znano, to ni bil tajni agent. Ampak so rekli, da je predstavnik vlade, ki je lahko tudi prekinil tabor, če ni šel v skladu z splošno, kaj bo obravnaval. Ne? In imamo ta poročila, poslušajte, in Dunaj je komaj čakal, da je na Vižmarski tabor, mislim, da so celo 2 agenta bila poslana. Ne? So komaj čakali, da bodo dobili poročila. Če bi mi vsa ta poročila zbrali, ne? V Gradcu je treba pogledati, v Ljubljano, v Celovcu, pa v Trstu. Že to bi bilo, rečemo tako na okrogljene
50 strani gradiva, to se pravi, ker mi bi dobili tudi kakšno stvar, da je bilo manj ljudi, ne. Jaz sem, kolikor sem to gledal, približno so policijske ocene, da je bilo približno tretjina manj ljudi, ne, kot Slovenci poročajo. Ampak hudega, glejte, če danes pogledate 300 ljudi na neki proslavi, reče, da jih je bilo pa 3000, ne, pol pa ti sami reče, kaki, danes mi je v Novi Gorici rekel, še gola že nismo mogli razviti, ko malo nas je bilo, ne. Vidite, to je realnost, ampak važno je samo vztrajati, važno je, da imamo škrbince, važno je, da imamo šilce, tle je treba, iz tle mora gor, od zunaj se to ne da, ne. Potem se bodo stvari razvile, samo važno je ne obupati, in težko so se te stvari rodile, ne? Čeprav v stari Jugoslaviji so se tudi malo spomnili tabor, ampak takrat, ko je bil najtežji militaristični pritisk. Ne? Zdaj pa seveda imajo tabore pa popolnoma drugo obliko in jaz počasi upam, da bo tudi slovenska zgodovina dobila pravi moment. Glejte, kdaj sem jaz dobil, oprostite, to je zanstav, kdaj sem jaz dobil največ sovražnikov med kolegi, ko sem najdel peticije za Združeno Slovenijo na Dunaju. Od takrat naprej eni kolegi več z mano ne govorijo. Pišejo proti meni, zakaj, ker sem podaril vse teorije, da to ni bilo množično. Za tiste čase je bilo to množično. Brez, ne? In zdaj, če bi jaz najdel še tiste Šmernegove peticije, ki jih ne najdem, sem jih že iskal na Dunaju, zdaj pravijo mi, da so zgorene, da so jih komunisti leta 27 avstrijski zažgali. Še tiste, takrat mi nimamo nobene politične organizacije slovenske, nobene stranke, pa je to bilo, so zahtevali Združeno Slovenijo. In tako je zdaj tudi s temi tabori. Treba je delati naprej, ne se ustaviti, rind, pa če gre za to, kar Jani pa oče delata, pa če gre to, kar dr. Šilc, pa bomo poslušali, bomo zmagali. Ne samo važno, da ne odnehamo, ker otroke pa to zanima. Zdaj jih zanima, ne? To vidite, kako to je. In tudi počasi se bo zavežje parila. Jaz sem imel letos polet en dan v Rezi, po Šušterezijanu je še približno 1000. Vsi govorijo domače. Ne vejo, vsi se nimajo za Slovence. Ne? Eni se imajo za Ruse, eni za Bog ve kaj, ampak vsi znajo jezik. Se bo že obrnilo, ko tega ni, pa nimaš kaj, ampak dokler je sej neki se bo dalo. In tle se bo dalo, to, kar je rekel dr. Šilc. Otroke to zanima lastna zgodovina, ni res. Tole, kar sem jaz v začetku probal, to so ideologi, ti so zmeraj bili, so bili že takrat proti taborih, so danes in bodo tudi naprej, ampak počasi bomo to zvozili brez skrbi. Še gospod Jani Škrbinc. Ja, lejte, na naši šoli v Vižmarjah se letos ima šola en projekt spoznavanje domačega kraja. To bo 28. marca bo imel tako, kako bi rekel, zaključek, razstavo. No in v to bi bilo vključeno precej vsi profesori, glavnem vsi, no. Vsak bi imel neko temo, ki bi to raziskoval, seveda in tudi učence s tem pritegnila, ne. Eno je pa, drugo je pa tudi pripravljamo malo društvo naše, pa iz šolo, učno pot Vižmarje in Broda, ki bi na tej učni poti bi pa nima ne vem kakšne zgodovine Vižmarje, ampak pa Brod, ampak nekaj pa je, ne, spostavimo ta vižmarski tabor, ki je kaška proga svetovno znana. Severjeva hiša. Severjeva hiša je zelo lepa, ima tudi lepo fresko gor, še vhodna vrata so še iz tistega časa, ko je bil on poslanec 48. leta. No, bi se še kaj najdela, ne. Pa v cerkvi je tisti portal tam gor, ne, ki je sever napisan. Zanimivo je tudi, imeli so tako, no, to je imela tudi tukaj vsaka vas svoj vodovod. Prva mizarska zadruga kranjska je bila ustanovljena, pravi se v Šentvidu, ne, ampak stala je pa v Vižmarjih v bistvu, ne. No, več stvari je, no, ki bi se dali na tem delati, samo še kakšnega pridobiti.
Samo moment, glejte, iščem, nisem še najdel, Jani ima kopije, 2, te bakrene taborske medalje, ne? Evo, jih imamo tukaj. Ja, bila je pa narejena tudi srebrna. Takrat. Ja, 2500 komadov je bilo narejenih. Jaz moram zdaj Šamrovan, pozabim ga vprašati, če ima kakšno v muzeju, ne? Če bi kdo, nekaj čas se bo mogoče naredila, torej imamo račun, ne, Jani, saj vi ste ga videli, za 2500 srebrnih medalj, ne, pa se mogoče to, kaj se je kot vižmarsko odlikovanje, ne, kopija vižmarske, mislim, odlitek vižmarske srebrne medalje se tudi danes tak velik denar, ne. Vse mi imamo narejenih še 200. Ja. Gospod Jure Šilc. Ja, razmišljam že nekaj časa, predvsem pa spodbuda je bila tudi tole kar dosti kritično razmišljanje profesorja Grande in dejansko ne morem razumeti, poglejte, čas slogaštva, čas, ko smo Slovenci stali skupaj, ni vreden tega, da ga na en normalen način obeležimo. Toliko malo takih trenutkov je bilo v naši zgodovini, toliko malo takih trenutkov je bilo v naši zgodovini. Pred 150 leti je bil to tak čas. In še zaključna misel z moje strani, ja, zakaj ni to država organizirala? Glejte, če so vižmarski tabor pred 150 leti organizirali člani društva s pomočjo županov, ga je pa tudi ob 150-letnici proslave organiziralo društvo s pomočjo donatorjev. Je kakšno vprašanje, spoštovani zbrani, kakšno razmišljanje? Prosim. Jaz bi dodal samo tole gospodu Šilcu oziroma tudi doktorju Grandi. Zanimivo je to, ne. Pred 50 leti, vi ste rekel, pred 150 leti je bil to tabor prvi, ki so ga organizirali Staroslovenci. Pred 50 leti veste vsi, da je bila oblast nastrojena proti tej struji, bom rekel, Staroslovencev ali pa pol naslednikov, ne. Ampak takrat so stopili skupaj, so organizirali na državni ravni ta tabor. Jaz sem se letos pogovarjal veliko s Suhodolcem. Oktobra je bila v Vižmarjih, prej je bilo pa v festivalni dvorani. Ja, ampak pa s tem, ko je bil šef glavni Dušan Voglar v 50 leti. On mi je veliko stvari povedal. Ja, sem videl tudi, on veliko ve, kaj je pisal. Ja, ogromno. In pač se po spomini, ne. Jaz se nisem mogel načuditi v tistih časih, kako so to organizirali. Oni so povabili nastopajoče recimo iz cele Slovenije, s poudarkom Korošcev, pa iz Italije, iz zamejstva. In so vsi z veseljem prišli. In res je bilo takrat tudi 30,000 ljudi, imeli so en zaplet sicer z glavnim govorcem, ki je zamujal, pa so ga čakali tudi, ne, pa ga niso pol spustili čez tam, je mogel po njivah hoditi. Skratka, to me čudi in očitno Slovenci skupaj takrat 69. leta v tem stoletju, v prejšnjem stoletju je to bilo že malo nakazano, kot je doktor Granda rekel, takrat smo Slovenci že malo začutili tisto, da bi lahko spet enkrat prišlo do tega, da bomo mogoče pa le samostojni in očitno, dokler nam ne bo spet trda predla po samostojnosti ali pa karkoli ne bomo mogli, ne bomo se zavedali tega, kaj imamo in pa kako smo, na kakšen način smo prišli do tega. Mi v našem društvu se trudimo ravno to za šole, kot ste vi rekel, zdaj že 3. leto zaporedoma pripravljamo projektne naloge za te naše šentviške dneve in vsako leto je ena tema, ki jo razpišemo, v bistvu v glavnem ali na domovinsko ali pa še bolj na lokalnega pomena, ne, da šolam predstavimo in tudi sodelujo s takimi natečaji, v pisni obliki, risarski, kviz, smo letos tudi na temo taborja, tako da v bistvu smo nekako optimisti, vemo pa tako, kot ste vi rekel, da moramo pa riniti naprej, ker brez takih, ki se trudimo za to, nam ne bo uspel, ne. Mogoče jaz sem se vedno sprašvala, spomenike imamo za pomembne menike v naši zgodovini, imamo spomenike 2. svetovne vojne, spomeniki 1. svetovni vojni,
imamo mogoče kje v Sloveniji spomenik zedinjeni Sloveniji. Prav obeležje tega obdobja. In na podlagi teh razmišljanj tudi smo morda mi dali pa vlogo za spomenik piramide kot spomenika državnega pomena, mogoče tudi krovno za celotno to obdobje čitalništva in pa taborov. In dobili smo negativni odgovor. Ja, veste, pa nič hudega. Vse je to. Treba poskusiti, kot ste Treba dejali, poskusiti, pa in treba vztrajati. Namreč, ker kolikor vem, je šef spomeniškega varstva mesta in arheolog. Se vi kaj spomnite, je dr. Šilc? Vse ne vem, kdo je zdaj. Mislim, da je arheolog, no? Vsaj bil je. Ampak poslušajte, oni bodo naredili, ni problem, oni bodo naredili, kar jim bo ukazano. Važno je, da mi zdaj nekje dobimo en močen lobby, ki bo to zlobiral navzdol, in jaz trenutno vidim edino pot preko odbora za kulturo. Ne vem, kdo je, ampak vam bom še nekaj povedal. Važno je to, kakšen človek. Ko sem jaz bil predsednik Zveze zgodovinarjev Slovenije, že v samostojni slovenski državi, je bilo v parlamentu 5 zgodovinarjev. In če sem jaz kaj rabil, vi veste, kako sem jaz orientiran, edini človek, ki mi je 100% pomagal, je bil Samo Bevk, komunist. Drugem ni bilo z njimi, oprostite, nič. Nič. Jo, veš, da stanu, vsem za tebe naredil, malo Morgan. Pa sem šel pa samo tu, pa se je sam rekel, čakaj, moram je to vprašati unga, ki je bil sekretar poslanske skupine, to je tisti, ki je imel 4 ali 5 otrok, se zdaj ne spomnim, ko se je pisal, prav, če je to kaj ideološko narobe, da nam naredim kakšnega, oprostite, sranja. Pa je rekel, tle sosed, pa počakaj, pa še ostane, vse ti bo zrihtal, kar se je, pa mi je zrihtal. Pa zato je važno, ni glih toliko važno ideološka opredelitev, koliko je kakšen je ti človek, ki ga moramo. In moramo najti tazga človeka v oblasti, da nam bo pač pomagal. Ne. Ni to, ampak se pravim, dajmo se vsi angažirati, pa se čez en let videti, pa vmes se kaj naredi, pa bomo videli, ampak samo važno je, da se ne ustavimo, pa da rinemo naprej, veste, pol bo pa že, ker brezmuje se še čevelj ne obuja. Kako, spoštovani zbrani, če še ne, prosim, ja. Če jaz bi nekaj vprašal. Prosim. Mi smo zdaj govorili skozi zgodovini. Kaj pa nam stoji naprej? Kakšna prihodnost? Glejte, ta razslojevanje slovenske zavesti se dela iz tega vid, kar ste govorili. Odnos oblasti do tega. To se zdaj dogaja zadnjih 15-20 let. Aktivno. Poslušajte, danes ti ne smeš neki reči na glas. To je strah, ne strah, ampak poslušajte, vse te jo pogledali. Kaj pa ti tam misli? O slovenstvu, o karkoli ti omeniš, si že proti državi. Ja. Tukaj se bom jaz navezal prav na geslo letošnjega socialnega tedna, kdo sem, kdo smo. Vprašanje, ki lahko nekako zaobjame celotno okroglo mizo, in se strinjam z vami, ko govorimo o nacionalizmu, Ja. ali ko začnemo govoriti, kot ste omenili, mislim, da vi, gospod Šilc, o domovini, je kot da govoriš o sovražni imigraciji. In torej, spoštovani gostje, kdo smo, kdo sem danes v primerjavi s tabori izpred 150 let, gospod Granda, nato gospod Škrbinc in gospod Šilc, potem pa bomo naše srečanje sklenili s pesmijo Znova domovini. No, se pravi, jaz zadeve niso enostavne. Sam pogledajte, vedno gre v zgodovini gor pa dol. Ne? In leta zanč, ker si se noben pristaš Trump, ampak kaj Trump rekel, važna je nacionalna država. Ne, vidite, v Ameriki se tam nekje pomeni drugega, kot država državljanov, oni nimajo nacije, ker v slovenščini nacija pomeni drugo. Ne. In slej ko prej se je tudi pri nas to pojavilo. Ne. Zdaj danes ste spet vi govorite o narodu, o narodni kulturi, multikult je moderno, ne. In tako naprej. Ampak gledajte, tudi multikult je že propadel, ker Nemci bodo ostali Nemci, Francozi, Italijani, Angleži, ne, sej Brexit je pravzaprav tudi en del tega odpora. Tako bomo tudi enkrat se mi zbudili. Ne. Sam žal je trenutno politika
pa zlasti žurnalizem, je pa zelo proti temu. Ne? Saj poglejte, kako se jezik briše, se dvojina razjera, se ne vem, slovenski napisi in tako naprej. Ne? Ampak se spada že take čase skozi, pa smo se čudežno rešili. In jaz nisem pesimist, samo če ne bomo pa nič delali, ne bo pa nič. Ne? Dajte, gospod Grande, vprašajte enega, ki je 30 let v Sloveniji in ne govori slovensko. Eno pačen hvali, nerazumljivo, če bi tako rekel. Zakaj se ni slovenski naučil? Ali ga upate vprašati? Ja, Kako bo znal? zelo različno. Veste, to je od ljudi odvisno. Ne? Ravno danes sem slišal, kako je problem za eno slovensko družino, da se vrne iz Beograda, ker otroci ne znajo slovensko. Čisto slovensko družino. Oče Slovenc, mama Slovenko, otroci hodijo v angleško šolo, ampak slovensko pa ne znajo doma. Vam bom pa povedal pa primer družine dr. Bruckmillerja z Dunaja. Njegova žena je hči od profesora Vilfana, tam slovenščina leti tako kot med nami. Otroci govorijo prekrasno, pravilno slovensko, celo z nekim specialnim dunajskim naglasom, ki ima dolge vokale, komo kronajzari. Veste, imate zelo različno, sem pa eno in zato sem tudi prej rekel, zadnjič, ko sem bil v Erezi, dokler govorijo slovensko, je treba samo en impuls, ampak gledajte, kako se zdaj na razjane spravljajo. V imenu znanosti, en ruski slavist je bil, profesor Vidmu, je imena knjigo napisal, da oni niso Slovenci. Ne. So čim zmedeni, ampak dokler je jezik, se še dalo. Profesor Grande, kdo sem, kdo smo? Ja, jaz mislim, da bomo kar ostali Slovenci, veste. In to tudi ni najbolj grozno to, ker priseljenci, vse priseljenci v glavnem grejo vsi naprej v Nemčijo. To bo bolj problem za Nemce, važje, da mi tle utrpimo slovensko kulturo in danes, ko sem čakal tle, pa sem sedel v avto, ne vem, Medderndorf je nekaj novo knjigo napisal. Mislim, veste, to tudi drugi ljudi žre. Ne bi rekel sam eno politično opcijo, tudi drugi se sprašujejo in tle je treba samo pa čakati, da bo se pa nas pojavil nek politik ali pa neka stranka, ki bo začela te stvari postavljati. Ne. Mislim, Slovenci že naredi napako takrat, ker govori zemljo rečva z Jugoslavije in takoj začne govoriti hrvaško ali pa srbo-hrvaško. Ja, ampak danes več nazaj. Moja hči govori angleško. Slovensko se je zelo pitko za Ja, vem, ampak se pravi, to smo še mi. To smo cepljeni. Ja, to smo še mi, ampak otroci pa ni. Jaz vidim moja hči, prosim pa je, ona je letnik 82, ona govori angleško, ker ona ne zna. Jaz tudi ne. Ja, ne razume več, gotova vaša. Ja, Helena pa na to gospa Ana. Jaz sem šla pa v Zagreb, v društvo bibliotekarjev v Ljubljani, sem predsednica in sem govorila slovensko in sem čisto vse razumela. Najprej sem jih pozdravila v slovenščini, potem sem povabila, če kdo ne bo razumel, ne dvigne roko, pa mu bom prevedla. Pa ni bilo niti ene roke, ker so vse razumeli. Zdaj sem počasno in odločno govorila. Isto je bilo pri druženju, ko smo se pogovarjali in isto potem tudi v sami dvorani. Še 4 naši predavatelji so govorili, 3 so v slovenščini, samo eden je pripravil referat v hrvaščini. Ampak skratka so vse razumeli. Polna dvorana je in so bili glavno Hrvati. Ja, gledajte. Hvala. Tako da imamo tudi... Ja, tako. Potrebno biti pogumen, kot ste bili vi, tako. Bravo. Odvisno od človeka. Tako. Tvoje zavesti, od tvoje kulturne narodne zavesti. Super, hvala. Bi se pa navezala na to, kar si ti omenila, da bi treba bilo postaviti spomenik državnega pomena. Jaz mislim, da spomenik se postavi takrat za zasluge, ki so že bile. Mislim, da bi se morali mi zavedati tega, da se temelje domoljubja gradijo od prve besede, ki jo otrok izgovori. In tega mi nimamo, ni v učnih programih, ni v vrtcih. In beseda domovina bi jo mogla mama in oče vpeljati v svoj besednjak, ko se otrok uči govoriti slovensko. In to imajo Američani, imajo naši južni bratje zelo razvito, mi se pa dejansko sramujemo svoje identitete in smo to v resnici izrinili
iz svojega življenja. Ja, gospa, lejte, še enkrat, učni načrt je treba spremeniti. Ja. Ne? Tle je izvirni greh. Jaz vem, mene so, oprostite, še to povedal, je škofovske konference, pač parjel na kratko, tega je na 15 let že nazaj, takrat, ki je še ostane za eno škofa v Beograd. Ne? Da ne se ko poslušam, jaz nič ne morem narediti. Učbenik. Treba je spremeniti učni načrt. Tle se zgodbo začne, pa nas se pa otroci tega v šoli ne učijo in potem nimate kaj. Učitelji so meni rekli, ukažite pa bom narisal, ko ste moramo kazati, jaz nisem noben. A nista to usklajena na učni Ne, načrt pa... ne, poslušajte, ko se je Ja, zelo končam. bom takoj, ko je bil zver minister, sem jaz to sveda zvera napumpal, da je treba to narediti. Ne, najprej menilo skoraj let, na kar ustanovijo komisijo za učne načrte, torej za zgodovino konkretno, kdo je bil ta glavni človek? Božo Repe. Tako le še gospod Škrbinci, gospod Šilc, kdo sem, kdo smo, Ja. po vsem povedanem. Ne vem, mogoče bi odgovoril tudi, mene tako zelo namot, če govorijo, če ne govorijo slovensko, če tukaj tudi do časa. Na morju imam sosedo, je psihologinja zagrebških vrtcev, prav Jani, ti, kar govori slovenske, ste vse zastopam. In ne vem, no, ne vidim jaz načrnega tukaj, bolj je problem, mislim, pri nas samih Slovencev, med nami, ne vem, tudi če kdo kaj naredi, ali kakšno razstavo, ali kaj drugega, je drugot fušija, bolj je tukaj problem, že za težko kaj rečem, no. Ne, Čeprav je da, nekaj je, ne, mladi govorijo slovensko, v glavnem, mladi, ne. Tudi doma verjetno govorijo pač ta svoj jezik, ampak v zuniji govori slovensko, ne. In to dost Dobro. Dobro, no, dost dobro, ne. Pri starejših, ne, ali jugo teh Nostalgike. nostalgih pa je pač Mogoče, kdo sem, kdo smo? kdo smo, ja, glejte. Želimo. Gremo naprej, kot smo bili, smo Slovenci in bomo še, mislim, ne bodo propadali. Gospod Šilc, Ja, mi smo zdaj že zadnje pol ure, meni se zdi kar ene tako, hvala Bogu, da je konc, mal spolsko področje zapletli se, namreč nekaj je narodna zavest, nekaj je nacionalizem. Ko bomo mi razčistili te stvari med seboj, bomo verjetno lažje take debate vodili, se lažje pogovarjali. Mislim, da včasih kdo narobe napako nacionalnost, nacionalizem uporabi podzavestno in ga čisto z druge perspektive gledaš. Kaj sem, kdo sem, kaj smo? A veste, kje jaz mislim, da je največji problem? Ne? Pa bom zdaj kar povedal to, kar običajno nekako je, kako se to reče, skrita, intimna stvar človeka, ne? Kako voliš ali pa na referendumu glasuješ. Jaz sem na referendumu za vstop Slovenije v Evropsko unijo glasoval proti. Jaz mislim, da je Evropska unija kot nek podoben poskus talilnega lonca, kot so ga v Ameriki naredili, seveda s povsem drugačnimi interesi. Tam so bili oni osvajalci, ki so na ta teren prišli in so tiste, ki so bili tam enostavno pohopsali in so se potem oni zlili v talilnem loncu v Ameriko. Tukaj v Evropi je pa drug problem. Evropo pa že kar nekaj let vodijo ljudje, ki pri sebi osebno nimajo nekaterih vrednot, ki mislim, da so temeljne za to civilizacijo, so bile, so in bodo. Recimo družina. Ko ti nimaš družine, ko ti nimaš potomstva, boli te vse, kam vse skupaj zapelješ, važno je, da si nagrabaš čim več denarja. Poglejte si malo voditelje evropskih držav, Evropske unije, pa poglejte njihove biografije. To je mogoče en od problemov. Drug problem v Sloveniji, v katerega smo se pač zapletali v tem času, je res ta
huda globalizacija, ki seveda katere rezultat je ta, da močnejši dobijo več, manjši izgubijo vse. Seveda, vse Američani, pa mogoče kakšni zahodne civilizacije, vsaj na krajši čas bodo veliko pridobile, manjši bomo zginili. Ampak, a veste, tak način, da se ne ustvarja neke normalne Evrope, ki je bila utemeljena nekje od leta 800, če gremo s Karlom Velikim naprej, in sicer mi se o tem ne bomo mogli pogovarjati, ampak me zanima okrogla miza čez 50 ali 100 let, v katerem jeziku oziroma kakšna rasa jo bo vodila tukaj na tem teritoriju. Ampak, dokler bo Socialna akademija se bo trudila za slovenstvo, dokler bo društvo Blaž Potočnikova čitalnica, se bomo trudili, da bomo govorili slovensko. Prosim, gospa Ana. V knjižnici Šentvid, recimo naslednji teden, 8. oktobra, Dušica Konavelj predavala slovenska beseda in kulturna dediščina. In sicer bo govorila o 150-letnici tudi Vižmarskega tabora in se spominjala pomembne vloge šentviške čitalnice pri narodnem predavanju. In ona bo tudi mogoče v kakšni tudi pesmi zapela in tako naprej. Skratka, bomo v knjižnici še vedno delali na tem, da bomo prebujali in krepili narodno zavest. In k temu pripomorejo tudi dnevi evropske kulturne dediščine, 80 000 dogodkov, vse tja do 12. oktobra, 30 milijonov obiskovalcev, priča o tem, kako je dediščina za narod pomembna. In dovolite mi, da sklenem še z eno pesmijo Oskarja Ribiča, Osnovna šola Franca Rozmana, Staneta, tretja triada, Domovina. V sklopu Vižmarskega tabora je nastala ta pesem. Domovina je morje, so gore, je mama, je šola in očkova rama. Domovina je Triglav, Piran in Bled, hrana domača in sladoled. Domovina narava je snežna in lepa kot pesmica nežna. Domovina je družina, zbrana okrog toplega kamina. Domovino začutim, ko športnik zmaga in ko mi prijatelj pomaga. Ko pa sam grem v širni svet, na njo mislim spet in spet. Domovina je v srcu doma, ob meni je košček neba. Brez domovine se sreča konča, saj brez nje se živeti ne da. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala.